Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji, v kateri boste tudi v nocojšnjem večeru izvedeli marsikaj zanimivega, predvsem dobrodejnega in blagodejnega za vaše zdravje. O bioresonančni diagnostiki prihodnosti bomo govorili v nadaljevanju, seveda pa v našem studiu pozdravljam tudi moji dve gosti, in sicer gospo Margit Dobnik, dober večer. Dober večer. Direktorico bioresonančnega centra Belladonna v Celju. Dober večer, torej še enkrat nekaj bomo danes povedali o samem centru, nekaj novega v Celju, a ne, in bolj podrobno bomo torej povedali v nadaljevanju naše oddaje. Z nami pa tudi Ana Dobnik, diplomirana prehranska svetovalka in prav tako bioresonančna diagnostičarka. Ana, tudi vam lep dober večer. Lep večer. Danes bo večer, lahko rečem, res prežet z ogromno informacijami o znanju. Konec koncev, vaše poslanstvo je krepiti, povrniti nekako zdravje ljudem, ljudi mogoče nekako postaviti spet v tisto prvovrstno stanje, tisto zdravo obliko našega telesa, našega duha, našega uma. Predvsem pa je vaše poslanstvo ozaveščati ljudi o samem pomenu zdravega načina življenja, morda bolj s pomočjo komplementarnih metod. Tukaj seveda mislimo izredno napredno bioresonanco, senzitiv imago 530, tudi tega bomo bolj podrobno spoznali, to tehniko. Ampak, Margit, povejte mi najprej morda, kako se človek odloči za tovrstno dejavnost? Začelo se je pred 6 leti, ker namreč takrat sem jaz bolela za 2 avtoimune bolezni. Dobila sem korona tankega črevesja in pa sarkoidozo. Ampak te bolezni še v samem začetku niste bile diagnosticirane. Namreč le 2 leti po obliki bolezenskega stanja, katero je nastalo v mojem telesu, praktično po 2 letih so šele lahko zdravniki odkrili problematiko. Ker namreč problem je ravno v tem, da v samih začetnih fazah obolenje ni še do takšne faze recimo naredilo neke problematike v telesu, da bi lahko zdravniki to ugotovili, in more zrast ali pa priti do nekega vidnega, da lahko zdravniki tole opazijo. Če povem čisto po domači, nekaj se je kuhalo, ampak nekako ni pa bilo nič videti. Ja, samo te oblike avtoimune bolezni, to so izredno hude oblike. Marsikdo jih pozna, marsikdo ne, sarkoidozo ne poznajo tako dobro ljudje, ampak krona pa verjamem, da veliko ljudi pozna. Imajo zelo velike obraze ta obolenja in to zelo pušča posledice na človeku samemu. Tako da v tistih 2 letih, ko sem se jaz sama borila s to boleznijo, ker zdravniki pač vse, kar sem dala na pregled, je bilo BP, in avtomatično obstaneš sam. Dejstvo je, da delati moraš biti aktiven, moraš biti skratka v vseh oblikah normalen. Ponikniti, ne? Tako, ja. No in v vsem tistem času sem se jaz zelo močno izobraževala, iskala informacije, skratka, prišla do ni toliko informacij, da sem si na nek način lahko razlagala te oblike ali vsaj probala raziskovati, kako reševati svojo problematiko. No, takrat sem prišla do Hilde Clark, ona me je pa čisto obrnala, ona je bila, je že sedaj mrtva. Ona je bila znanstvenica in raziskovalka, je bila tudi pionirka iz bioresonančnega razvoja. No, ona mi je pa prikazala obolenja čisto v drugačni luči, da tukaj je pa čist nek drug spekter, kot smo ga pa mi poznali, ali pa kot mi poznamo iz zdravniških parametrov. Tukaj sem pa potem videla celo paleto od patogenov, virusov, bakterij, glivic, sploh parazitov, kaj lahko naredijo v našemu telesu. Vse to preživlja nas. Ja, tako. In potem, ko sem začela vse iz teh vidikov reševati samo sebe, no pa potem še seveda za uradno medicino, da smo pa potem končno prišli do nekih zaključkov, ampak
Da sem jaz lahko ugotovila, oziroma da smo ugotovili, da je kron tankega črevesja, to nisem preko zdravstva z njihovo pomočjo, ampak sem si ga mogla sama plačati. To je endoskopska kapsula, ki pride 1300 evrov, da si jo privoščiš. To marsikdo si ne bo privoščil, a ne, drugače pa debelo črevo je bilo pregledano, ampak to je samo 1,5 metra debelega črevesja. Celih 5 do 7 metrov, to je še vse v tankemu črevesju, tam se še lahko dela marsikaj, ne dogaja. Marsikaj, seveda. Ja. Tako da sem si ogromno sem si preplačala diagnostik, da smo prišli potem končno do nekih rezultatov. No, sarkoidozo pa ja, to so mi pa potem že na navadnem rentgenu ugotovili, ker se je obolenje v 2 letih tako lepo že skristaliziralo, da je bilo vidno, ne. Ja. Lastne izkušnje so vas torej pripeljale do tega, zato je toliko bolj pomembno, ne, da veste, kako pomagati vsem ljudem, ki se nekako srečujejo s tem, oziroma še bolj pomembno, no, kot sem tudi na začetku omenila, preventiva, ne, ozaveščati ljudi o zdravem pomenu, načinu življenja, to je izjemnega pomena. Ne? Še najbolj pomembno je pa tudi to, da, naprimer, da jaz sem si vzela obliko zdravljenja čisto z alternativno obliko. Tako da jaz sem se pozdravila z naravnimi metodami, danes lahko rečem, da krona popolnoma več ni. Sarkoidoza ima mogoče malenkostne lezije še v telesu, ampak tako zminimalizirane, da ne pride do nobenih zagonov. Če bi pa šla po zdravniških parametrih, kakor so mi oni predlagali, bi bila zdaj že 3. leto na kortikosteroidih, kar pomeni, ko si enkrat na kortikosteroidih, to so najmočnejša protivnetna zdravila in do konca se jih ne znebiš, do smrti ne. Če človek slučajno preneha z kortikosteroidi, ker reče, pa ne bi jaz to tako na veliko jemal, ne, pride zagon, hopla, gremo na novo, a ne, z večjimi dozami, da spet popravljamo to, kar smo naredili, ker vnetja imajo velike posledice. Ja, se ravno vnetja so tiste, katera povzročajo velika obolenja. Tudi raka, recimo, podobne stvari. Točno. Tega se morda še premalo zavedamo, jih marsikdaj kar odslovimo na hitro, se jim ne posvetimo dovolj. Se pravi, bioresonanca absolutno je nekaj, kar lahko odkrije tovrstne težave. Naša pa še posebno, ker tu je čisto novi tip bioresonance, med najnovejšimi bioresonancami izredno natančnega tipa, ima 96% natančnost. To pomeni, če je že samo 4% kakšne problematike v telesu, jo naša naprava že odkrije. Tako da to pomeni tudi, da če je 4% raka nekje, ga naprava zazna. Naprava sama loči med benignostjo pa malignostjo, tako da loči recimo tudi akutna in pa kronična vnetja. Tako da sama naprava je izredno natančna, zelo specifična. Poleg tega, da lahko pridemo do 200 slik v samem organizmu, to so vse slike organov, potem prerezov, celičnih tkiv, potem limfe, ožilja, živčnega sistema, kostnega možga, ne? Tako, kostni mozek, celo samo za glavo imamo 40 slik. Če hočemo karkoli raziskovati, ker znotraj možganskega delovanja imamo lahko veliko parametrov, kateri so porušeni, in zdaj več slik, kot imamo, lažje potem tudi vidimo problematiko. Kaj je narobe, ne? Govoriva torej o tem aparatu Sensitive Imago 530, ne? Gre za resen poseben aparat, konec koncev. Zdaj, mi imamo seveda pripravljenih tudi nekaj slik, ki ste nam jih posredovali, da si bodo naši gledalke, gledalci lahko še bolj podrobno predstavljali vse skupaj. Kasneje bomo poslušali tudi izjavo vaše varovanke, pa naj vas seveda malo se še ustavimo pri tem aparatu, potem pa bomo povedali, kaj vse še zmore, ne, bolj podrobno. Kakšen aparat je to? Gre to za velik aparat, gre za majhen aparat? Kako recimo postopate z njim? Če pridem jaz k vam, kako se potem seznanim s tem aparatom?
Verjetno je to ključnega pomena, ne? Da dejansko uporabite aparat. Ne? Zaenkrat se najprej seznanite z mano, tako da jaz vas pozdravim, vas napotim tja k aparaturi. Dejansko je to en tak majhen aparatek. Vsi se čudijo, prvo ga vidijo in reče, sam to je. Predstavljajo si ne vem kako mašino, celega robota. Mogoče magnetno resonanco, ko res greš noter v ta strojček. Dejansko se ljudje samo preko frekvenčne plošče povežejo z aparaturo. Frekvenčno ploščo dajo gor roke, uredimo jim slušalke in pa laser dejansko, da jih centrira kot osebo. Tako, 3 senzorji so, kateri so. Tako. In to je tudi to. Dejansko je računalniško vodena diagnostika. Brez bolečin? Brez, čisto neinvazivno, brez sevanja. Vsi me to prvo vprašajo, kot tudi vidijo, dejansko vse stvari. Tako da je hitra diagnostika. Lahko tudi otroke. Tudi, ne? Ja, vsekakor. So že primerni že od 5. leta naprej, lahko bi že prej, ampak dobro, pri 5 letih že morajo malce sedeti, da so že malo stabilni, da jim že lažje razložiš. V primeru je pa treba res biti, tisti krat, ko je, ker je zelo natančna, kakorkoli roke malo premikaš, ona zazna, tresljaje in se ustavi med diagnostiko. Tako da je treba biti malo v primeru. Medtem, ko se diagnosticira, stranka vidi, spremlja svoje stanje slik, organov, že dejansko po homeostazi celic lahko predvidimo na poslikcah, ki bomo pa videli barvnega spektra, kje bi mogoče lahko bila kakšna problematika, kje ne, ampak dokler ne gremo v samo sliko, med diagnostiko kasneje, ko se diagnosticiramo, niti ne vemo, kje je razlog. Tako da dejansko je to taka hitra zadeva. Celostni pregled traja 15 minut si preklopljen, potem pa je naprej še obrazložitev, brskanje po samih diagnozah, po samih patogenih, ker najbolj je to. Tako da lahko znotraj vsakega organa, se pravi določenih organov, ne čisto v vsakega, lahko mi vidimo celoten spekter mikroorganizmov in to vse naenkrat. Mi imamo v bazi več tisoč mikroorganizmov in v določenem organu med vsemi temi mikroorganizmi, med katere spadajo glivice, virusi, bakterije in pa paraziti, se naenkrat loči in pa izpiše. Poleg tega, da vidimo tudi še kritičnost ali nekritičnost, ne? Vsekakor, da kandido imamo vsi, helikobakter imamo vsi, ampak naprimer, ali je v tistem momentu kritična in povzroča vnetne procese ali pa bolezenska stanja ali pa ne, je pa mirodajno, ker namreč ravno na tej osnovi se potem moramo odločati za zdravljenje človeka, a ne? Ker če mi naokroglo ugotovimo, ja, seveda je notri, kar seveda vsi imamo, potem tudi naokroglo ugotavljamo, koliko bi pa to lahko imeli nekih terapij, a ne? Ampak tukaj lahko pa potem prišparamo, ker naša je pa izredno tako natančna, vidimo, to je za reševati, to pa ni za reševati in je gotovo. Se potem ta aparat razlikuje od drugih bioresonanc, morda ravno po tej natančnosti, po tej točno do točke natančni, diagnozi konec koncev. Pravzaprav je že skoraj malo preveč natančen. Ker človek bi že rad imel hitre rezultate, a ne? Včasih pa ti hitri rezultati kar ne pridejo kar takoj. Sploh, če je kakšna kronična oblika, moramo imeti nekaj časa na razpolago, da se ustvari neka sinhronost v telesu spet nazaj, ne? Tako. Vi torej ste iz lastne izkušnje dejansko spravili Beladono v svet, lahko rečemo, oziroma vaš center, ki ima... Ja, takrat sem se zavezala, sem rekla, jaz hočem imeti najbolj natančno, najboljšo, najbolj fantastično zadevo, ker meni je bilo nepojemljivo, koliko denarja sem jaz spravila, samo zato, da sem jaz videla, kaj z mojim telesom je narobe, ker dokler ne veš, se ne moreš lotiti nobene problematike v svojem telesu. Moraš vedeti, a ne? In to sem rekla, jaz sem se že takrat, zelo sem bila zaljubljena že v resonanco, že prej, ampak mi je bila malce nezadostna. Ker klasična bioresonanca, ona zavaja samo splošno. Jaz sem hotela videti organe. Vse, ne? Vse. Ja, ker namreč me je fascinirala ravno Hilda Clark. Ona je bila pa tako nora znanstvenica, da ona si je te testerje, recimo ledvičke, želodec, možgane, vzela iz živalskega sveta, da je lahko prav diagnosticirala kot na organih, ne? Tako da, no, to je pa zdaj tale napredek, ki so pa zdaj že organi notri. Že vse v sami napravi. Ana, tudi vi imate eno izjemno zdravstveno izkušnjo,
izkušnjo oziroma izboljšanje zdravja s pomočjo tega aparata? Ja, res je. Ne boste zaupali, ne? Kakor hitro je prišla tale napravica domov, ne smo mogli to mi preverjati. Tako. In sama sem takrat trpela za močnim hormonskim neravnovesjem. Sama sem uživala že 9 let kontracepcijo preko tabletk in to se je odražalo na slabem živčevju. In noro, kako se to pozna, kako se vidi, iz kje izvirajo obolenja, kaj vse lahko omejuje naše živčevje, našo sistematiko živčevja, ker tam je pa cel začetek vsega. In hormonska neravnovesje sem potem s pomočjo Sensitive Imago odkrila, da izhaja iz te problematike. In ko sem začela živčevje reševati, se pravi s terapijami oziroma tudi odkrivati vzroke letega, torej vse te parazitski spektr, bakterijski in virusni, vse tisti patogeni, ki so bili noter, počasi se je to začelo popravljati, ker padec z nivoja nekih kemičnih zdravil je enorm, je noro, kako to vse se poruši, stanje v telesu. Tako da se potem hormonske ravnovesje ne rešiš kar takoj, iz danes na jutri. Tako. Je treba nek proces, je potreben, ampak vsaj veš, ki delati. To je najpomembneje, ne? Da dejansko vemo, kje kaj reševati. Ker veste, hormoni so posledica, naprimer, hormone proizvajajo žleze. Žleze pa ne morejo funkcionirati, če ni dobrega živčnega sistema. Tako da v celi liniji moramo popraviti. Prva osnova je živčni sistem. Ta je tisti, kateri je najbolj osnoven za zdravje človeka. Če imamo zdrav živčni sistem, imamo vse. Zdrav živčni sistem povzroča zdrave endokrine žleze in pa ostale žleze v telesu. Žleze proizvajajo hormone in če je zdaj to vse v pravem sorazmerju, so tudi hormoni ta pravi in imamo ni povečano zmanjšanje delovanja leteh, ravnovesje vse skupaj. Se izjemno vidi, ko ti začneš enkrat parazitski spektr oziroma patogenski spektr reševati, kakšna razbremenitev na telesu je to. Ja, ker patogeni to črpajo naš organizem vitaminov, mineralov in zastrupljajo za svojo kemijo. Toksini, sproščajo okolje in delajo še večja vnetja. O patogenih vaju bom zdaj še malo poprašala, mi je izjemno zanimivo, sicer res jih ne poznam toliko, da bi se, nikdar se jih nisem res tako se prav spustila v njih, ampak vidim, da so izjemno pomembni v našem telesu, oziroma delovanju. Mene so popolnoma osvojili, moram povedati. Čeprav od začetka, ko sem jih začela raziskovati, še bo davno nazaj, še pred resonanco, ker sem videla, da je tukaj noter res neka posebnost, pa neka resnica. In so me prav fascinirali, ravno zaradi tega, ker do tistega trenutka, dokler še bioresonance niso bile na svetu, kot iznajdene, so bile paraziti, nasplošno paraziti, dobro, bakterije, glivice, to zdravstvo že prepoznava, je že tudi prej prepoznavalo, ampak paraziti so bili pa popolni temi, tako da so bili skriti in drugače so pa preživeli evolucijo vse teh milijonov let v teh živalih in vse to živali, človek, to imamo vse v povezavi in vsekakor enako kot je živalski svet nekako preplavljen z temi paraziti, smo ravno tako tudi ljudje. Malo smešno bi bilo razmisliti, da vse okoli nas so, živali jih imajo, mi pa ne. Mi pa ne, da jih ne bi imeli. Počakaj, še tole zadevco, a ni tole malo smešno? Mi vemo, vsi vemo, da naše psičke pa naše mucke imajo parazite, pa na 4 mesece jih antiparazitsko tretiramo. Ama naše krave pa prašički pa ne. In to mi jemo, recimo. Nihče ne študira, da bi pa mi mogli naša telesa tako večkrat prečistiti, ker stare civilizacije so pa. Namreč to je tisto. Antiparazitno čiščenje, avtomatsko. So imeli. Imeli so zelišča, to je bilo nekaj čisto normalnega v starih kulturah. V zdajšnjemu času je pa to čisto nekako malo pozabljena stvar, ki bi bilo dobro, da bi jo naredili. Pa se še spomnim, kot otrok vem, da se še je dalo eno antiparazitsko sredstvo dobiti v lekarni, danes še tega ne več.
Tako da zelo veliko je na temu, da se ljudje osvestijo, da je to velik problem, da takoj, ko se mi znebimo teh parazitov v telesu, se kronična, akutna stanja veliko bolj zboljšajo in pa tudi organi zadihajo. Konec koncev so to v našem telesu in tukaj moramo v samem žarišču najprej poskrbeti. Telefonsko številko bomo zdaj povedali našo za naš studio, na voljo sta seveda tudi našim gledalkam, gledalcem. Naj vprašajo, kar jih zanima, morda, če bojo imeli kakšno vprašanje v tem pogovoru, seveda bomo mi še veliko zanimivega tudi povedali. 03 Celjska mrežna skupina, seveda, potem pa 490 0222 je naša telefonska številka za vaš klic v naš studio. Gospa Margit in gospodična Ana sta v naši družbi. Center Belladonna, torej govorimo pa o bioresonanci oziroma o aparatu Sensitive Imago 530. Izjemno zmogljiv aparat, občutljiv, sta rekli obe, čisto vse zazna, čisto nič mu ne uide, skoraj da ne. In kako recimo, zdaj bomo seveda videli kmalu tudi kakšno sliko, ki jo bomo malo pokomentirali, ker treba si je dejansko predstaviti, kako ta aparat vidi naše telo in kako potem ta aparat da nekakšno diagnozo. Kako jo potem vi izveste, kaj ta aparat je opazil pri nas? Aha, no, zdaj recimo lahko vidimo osebe priklopljene na našo aparaturo. Tako damo roke na plošču, to je tisto, kar ste Ana omenjali. Tam spredaj ima na televiziji vse prikazano, kaj se z njo dogaja, kaj diagnosticiramo recimo, tako da lahko spremlja cel proces. Čisto se vidi neinvazivno, ne boleče, sedi se normalno, kot doma na kavču. In pa človek sproti sledi vsemu, kar se dogaja z njegovim telesom, ker vsak organ, kateri je poskeniran, se že takoj vidi homeostaza celice, se pravi, da že v začetku vidimo, ali je to kronično, ali je akutno stanje. Teda marsikaj se že v prvem stiku vidi. Vsaka stvar v telesu vibrira na svoj način in ta bioresonanca tudi prepozna te vibracije elektromagnetnim valovanjem, zazna, ali so vibracije primerne zdravim vibracijam ali nezdravim, oziroma ta odstopanja zazna tudi iz patogenskega spektra in na ta način potem ona posreduje svoje podatke. In kako jih posreduje? Mislim, kako potem vi vidite, kaj je z nami narobe? Ja, ko bo naslednja slika, jo bomo lažje opredelili, ker dejansko ona res izpiše. Vse diagnoze možne ona izpiše, tudi patogene vse izpiše. Po stopnjah kritičnosti, glede frekvenc, pa pol mi sami presodimo, kakšna je ta stvar, a je kritična ali ni toliko kritična, gleda se na način frekvenc, v kakih stopnjah je potem to. Ja, ker je to računalniška diagnostika, mi dobimo računalniške izpiske. Znotraj teh izpiskov pa potem se prebere. Tako, vsekakor, da moramo nekako vedeti za določene stvari, da lahko le dosti dobro svetujemo potem človeku. Naprava torej najde patogene v našem telesu. To smo zdaj že ugotovili, to so glivice, paraziti in virusi. Kako pa potem te patogene povežete s kakšno določeno boleznijo? Ne vem, naprava verjetno ne napiše, imate to in to. To je pa potem tisto vaše strokovno znanje, ki pride tudi na plano, ko dejansko diagnozo povežete z morebitno oziroma z dejansko boleznijo, verjetno. Tako. Kako je s tem? Ja, takole je. Tako sem že dejala, da patogeni, vsi patogeni ali pa mikroorganizmi povzročajo vnetne procese v telesu. Zastrupljajo in pa ropajo naše vitamine in pa minerale. Prva faza, katera je tako ali tako značila za vse te mikroorganizme, je, da povzročajo vnetne procese. Vkolikor se nekje preveč razbohotijo ali pa nek organ, da jim je tako ljub, da pa zraven še mogoče z kakšnimi topili, ki jih imamo v svojem telesu ali pa težkimi kovinami, to vse privlači ta patogeni spekter, da se tam razmnoži. Ker tam je tkivo ni več tako dobro, čvrsto, zdravo, ampak je že malce načeto. In tam se začnejo tudi patogeni razraščati. Glede na to, kje so, katera bitja so, lahko povzročajo specifična obolenja. Tako kot naprimer med največjimi helmiti v našem telesu so hookwormi pa askarisi. Askarisi so človeške gliste, velike so od 25 cm naprej.
Hookwormi pa 10 centimetrski, ampak da vam povem, da nisem našla enega človeka in mislim, da tudi Ana ne, ki ne bi teh živali imel v svojem telesu, se pravi teh parazitov. Dejansko dobimo vse posod, iz narave, domače živali, drugemu si jih podajamo. Včasih že tudi z vdihom dobimo skozi prašne delce, od živali, to si tako lepo podajamo, da pač okuženi smo vsi. No, in ravno odvisno je potem samo od našega telesa, kako smo, ne vem, kako močan je naš imunski sistem. Tako, vse tako smo dejansko preživeli vso to evolucijo. Našim se je boril proti vsemi temi paraziti. Ja, ampak veste, 80% imunskega sistema je črevo. Zdaj, če imamo mi vnetne procese prebavnega trakta, se pravi, da mi bomo avtomatično imeli zmanjšan imunski sistem. In kar kličemo po takih parazitih. Je pa tudi res, da včasih so na drugačen način živeli, kot zdaj živimo. Danes se pretežno sedi, stresa je polno, hrana je drugačna, okolje je zastrupljeno in to je dejansko samo kliče po patogenih, da se razrastijo. Patogeni pa, kot ste omenili, so že šli skozi različna obdobja in še vedno so tu. Ja, zelo so pametna bitja. Naprimer, kakor sem omenila tele askarise pa hookworme, ti naprimer povzročajo, ena faza njihovega razvoja je tudi so pljučna krila. Tako da, naprimer, lahko dobimo kakšne bronhitise ali pa problematike za pljučmi. Seveda, potem v odrasli dobi pa pridejo v črevesni del, v ožilni sistem, tam se priklopijo na kri in to je njihova hrana. No, druge vrste, kateri so pa izredno nevarni, so pa trematodi. To so pa ploskati črvi. Veliki so od enega riževega zrna, to recimo je tako Metagonimus yokagavi, to je parazit debelega črevesja in tudi dokazano povzroča rakasta stanja. Ta bitja so pa takšna kot ceki, pridejo, se zalezejo in se prikrijejo z snovjo človeka, tako da tam nekako nastane potem lahko tudi cista. Tako da več cističnih oblik v telesu je lahko ravno to vzrok, da so spodaj skriti paraziti. Zanimivo, kako poznamo izraze, recimo cista, rak pa to, ampak malo kdo pa recimo res dejansko se tako poglobi, da dejansko so vse ta mikroskopska bitja, ki pa dejansko pripeljajo do tega stanja. Malo kdo razmisli sploh. To je Hilda Clark, mislim, to je noro, kakšne študije ima ona. Jaz sem bila prava fenica, še zdaj ne morem njenih knjig dati stran. A res? Ja, res je. No, potem so ostali trematodi. Imamo jih še Clonoris sinensis, potem ta Clonoris sinensis, recimo, če je v trebušni slinavki, povzroča sladkorno. Potem imamo še Schistosoma hematobium, pa Schistosoma mensoni. To so po 1 centimeter veliki črvički, ampak razmnožujejo se celo po krvi. Tako da lahko pridejo v možganski del in v možganih lahko delajo celo to, da ljudje kolapsirajo, pa zdravniki ne najdejo vzrokov, zakaj se to dogaja. Potem v medeničnem modelu lahko delajo cistične problematike, skratka vnetja in še enkrat vnetja, tam, kjer so vnetja, nastanejo potem pa bolezni. So težave. Zdaj, ko smo govorili pretežno o telesnih boleznih, recimo, kaj pa duševne? Prej ste, Ana, sicer omenili stres, to je kar ena taka duševna bolezen, ki potem kmalu preraste, ker dejansko nam slabi imunski sistem in potem samo kličemo po vseh teh živalicah, po bitjih. Dejansko so tudi paraziti dosti povezani z duševnimi mentalnimi bolezni. Naprimer Toxoplasma gondii, ki jo najdemo v krvi, ona povzroča vrsto mentalnih bolezni. Prav tako so povezani z... Tudi hookwormi imajo depresijo za neko posledico. Tega tudi ogromno, depresije, recimo, v današnjem času. Pri vsakem depresivnem človeku so našli potem hookworme, recimo. Tako da so, kakor se prenašajo preko limfe, krvi, pridajo v možgane, pridajo v tisto medceličnino in potem povzročajo razna obolenja. Pa tudi bi lahko rekla plesni. Plesni ravno tako povzročajo vnetje možganov. No,
Plesni so pa res ogromno jih je v sadju in pa tudi v oreški, vse posodi imamo plesni, tiste, ko jih vidimo, pa ko jih ne vidimo. Tako da ljudje se lahko plesni rešujemo s tem, da jemo malo večje zadostne količine C-vitamina. C-vitamin potem te plesni uničuje. Ja, tako uniči. Tako da če lahko dnevno C-vitamin jemo, bi bilo to fantastično. No, zdaj ravno sem vaju hotela vprašati, zdaj ste mi povedali čisto vse, kaj imamo v našem telesu, da dejansko že človek se že kar malo slabo počuti, ne? Ampak moramo pa seveda tudi to povedati, da pa dejansko se da kaj narediti, ne? Preventiva je tukaj izjemno pomembna. V vašem centru tudi stremite k temu, da ljudi spominjate na to, da je treba skrbeti za naše zdravje, da ga povrnemo v tisto prvotno stanje, ne? Ko vsi smo se načeloma rodili zdravi, ne? Brez kakšnih neravnovesij v telesu. To smo si potem sami nekako pridelali, ne, če se lahko tako izrazim, z vsemi stresi, z vsemi našimi nepazljivimi dejanji, z nepravilno prehrano konec koncev tudi, ne. Kako pa se ubraniti vseh teh bitij mikroskopskih, ki nam povzročajo takšne težave, oziroma kako se malo delati na svoji imunski odpornosti? Zdaj tale malo večja bitja, kot so askarisi, hokvormi, to lahko uničujemo z klinčki. Klinčki so tisti, kateri uničujejo jajčeca v telesu. Teda iz jajčeca seveda razvijajo potem laure, te laure potujejo po telesu, zastrupljajo organe in se potem v povečani obliki nekje znajdejo na določenem organu, ne? Tako da klinčki uničujejo jajčeca. Drugače pa pelin je pa eno izmed fantastičnih sredstev, katero pa uničuje večja bitja. Tako da to dvojno je še potem Korenina regrada. Tako. Korenina regrada je protivnetna, izredno dobro, rešuje recimo rakasta stanja. To je recimo ravno zdaj, ne, tudi sezona. Tako. Pa kurkuma je zelo odlična, ona zavira rast Helicobacter pylori. Bakterije, ki je zelo pomembna pri sami žločni problematiki, ona se naseli na želočni steni in kako recimo vemo, da mogoče imamo kakšne probleme v želodcu in da je ona kriva ta pekoč občutek nekega tešči, nobena hrana ti ne paše, ti pade na želodec, ona če se razraste in kolikor jo medicina odkrije, da je kritična, dejansko dajo res konjske antibiotike, da jo zavirajo, ker dejansko se lahko seli od trebušne stene do 12-ternika, še v trebušno slinovko in peče in dela razjede. Sem jo še videla. Ja, limfa pa sploh, ker odnaša toksine iz telesa in ona ima celoten spekter tistih res kritičnih stopenj patogenov v sebi in tam se res vidi, kaj imamo toliko presežkov. In v limfnem sistemu, predvsem tudi v vranici, ker je en tak imunsko najbolj pomemben organ, tako da je vezana na kri. Je vezana na kri, se čisti tam patogene. Ja, drugače pa lahko mi še glivice recimo ali pa bakterije uničujemo tudi z začimbami. Vse vrste začimbe so fenomenalne. Razen tega, da uničujejo bakterije, tudi čistijo organizem težkih kovin, kar je tudi danes zelo pomembno, ker danes se onesnažujemo zrak, voda, zemlja, potem prehrana. Tako da mi rabimo imeti dnevno čiščenje telesa, da bi lahko vse te stvari odplaknili naprej. Ker vse to pa spet obremenjuje organe, kateri potem ne morejo več normalno delati in spet se zaključi krog. Skupno vsemu je, da imunski sistem gradimo, da se ukvarjamo s športom, telesno aktivni, da smo telesno aktivni, da smo tudi psihično oziroma in fizično v kondiciji, da strmimo k zdravem načinu pestrosti prehrane, živimo bolj na naravni način, vse to, vse, kar je umetno, kar je predelano, vse to zakisli naše telo in v kislem okolju raste tisto, kar ni potrebno. Ja, tukaj pride potem mogoče vprašanje, kaj je sploh naravno, pa kako bi se lahko temu izognili? Danes je dejstvo, da je sadje, zelenjava, da sta drugačna kot včasih, če tako gledamo. Ampak še vedno, vse, kar boste vi kupili, odprli pa pojedli, tam nota so že strupi. Absolutno. Če pa vi nekaj kupite, pa še morate pripraviti, pa nekako sestaviti isto jed, no to pa je že veliko boljše. Teda vse, kar kupimo, vzamemo, odpremo in pojemo, je polno strupov. Teda že temu se lahko izognemo v prvi fazi.
Tako, najbolje pa pridelati sam, ne? To je pa Seveda. tako ali tako, seveda. Tako, ja. Največja. Zdaj, prej sem omenila, da bomo slišali tudi izjavo vaše varovanke, Valerija Rošer je to, ne? Tako. Ki je prišla in seveda posnela tudi izjavo, ki jo bomo zdajle tudi slišali. Govorila pa bo o čem? O problematikah prebavnega trakta. Ja, o tem smo torej govorili. Patogeni smo tudi ugotovili, da se ne nahajajo samo tam, oziroma se razrastejo po celotnem našem telesu, ampak najverjetneje pa so najraje pa ravno v našem črevesju. Črevesje morda? Res je. Tam je žarišče in to tudi občutimo na najbolj intenziven način. Karkoli se tlele dogaja, mi to občutimo. Navadno prej kot vse druge problematike. In tukaj nas začnejo tudi stvari najprej motiti. Karkoli se tle dogaja. In tukaj želijo ljudje vedeti, kaj je z njimi narobe, ker pride do tega lahko, da nobena stvar ne pomaga, zdravniki ne pomagajo, nič ne gre tja, ko bi radi. In iz tega vidika, zaradi tega je tudi Valerija prišla do nas, je rekla, zdaj pa prosim, naredi, kar že moreš in kar je treba, samo da jaz najdem razlog, kaj je narobe z mano. Kaj je narobe, ne? Je pa izjemno dobro poslušati naše telo, ne? Zdaj, ko Ana ste ravno govorili, to je tista prva stvar, ki nam pove, da je nekaj narobe. Ampak včasih ga kar preslišimo, ker nimamo časa morda, ne, iti k zdravniku, iti na kakšna takšna posvetovanja oziroma na bioresonanco, strokovnjaku se posvetovati karkoli, ampak roko na srce, ne? Ja, to je zelo značilno za ljudi, da nekaj časa že opažajo problematiko, pa se amne vzamejo. Tako kot noj da glavo v pesek, ne vidi, ne sliši. Zanimivo je, ko Hilda Clark v svoji knjigi Literaturi pravi, z enim stavkom je povedala vse, je rekla, že samo plini oziroma napenjanje, to ni normalno. To ni za nas normalno in tukaj se pomeni, da je neki drugi razlog, da se nekaj dogaja noter. In vse pline povzročajo, oziroma vse vstopane tle noter povzročajo bakterije. Oziroma vse ostali patogeni. Tako, tudi to se vse pozna na blatu. Tako da temnejše kot je blato, absolutno takrat je veliko bakterij, katere delajo in delajo vnetne procese znotraj. Konsistenca blata. Čisto na tako enostavno stvar. Samo pozorni moramo biti, pa dejansko lahko marsikaj vidimo, kaj je z našim telesom narobe. Edino, kaj smo tukaj malce prekratki, res rak lahko pride zelo tiho, tako da to nas velikokrat preseneti ali takole, ne opozori pravočasno morda. Ja, stisne ob zid. Ampak druga obolenja, pa jaz mislim, da imajo kar, pred stopnjo neke bolečine, tiščanja ali karkoli. Nam dajo kakšen znak prej morda, ne. Ali pa je zatišje pred nevihto, polno drugih majhnih obolenj, ki ne dajemo na to nobene pozornosti in izbruhne v rakastem stanju. Grozno se sliši, ampak hvala Bogu, vse ljudje še vedno imamo to možnost poskrbeti zase, tudi torej z vašim aparatom. Še se bomo vrnili tja. Zdaj pa poglejmo tole izjavo Valerije in kaj je povedala. Poglejmo. Moja problematika z želodcem traja že kar nekaj časa, nekje 8 let. Imela sem pekočo bolečino v želodcu, zgago, potem tudi pojavljala se napihnjenost, napenjanje in s tem tudi težave s prebavo. Obiskala sem različne diagnostične preglede, od gastroskopije, kolonskopije, različnih alergoloških testov. Sicer so ugotovili, da je prisoten gastritis in da je prisotna bakterija Helicobacter pylori, ampak nihče mi ni znal pravilno pomagati in svetovati. Kljub zdravilom, ki sem jih dobila in zdravstveni obravnavi, se moje zdravstveno stanje ni izboljšalo. Poskušala sem najti neko rešitev, zato sem se odločila, da poskusim še z bioresonanco. Tako je Ana že na prvem bioresonančnem pregledu ugotovila možne patogene, ki bi lahko bili krivci za moje zdravstveno stanje. To so bile različne vrste kandid, E. coli, Helicobacter pylori, potem tudi različni krvni paraziti in pa še ostali. Moram poudariti, da že po prvi terapiji sem se počutila veliko bolje. Saj sem opazila spremembe in sicer želodčne težave so se zmanjšale, tudi prebava se je izboljšala in nasplošno sem imela veliko več energije. Tako smo z Ano nadaljevale z terapijami in se znebile še ostalih
patogenov. Vsekakor pa bi poudarila, da je zelo pomembno, kakšen imamo način življenja in kako se prehranjujemo. Ana je sicer ugotovila, da je pri meni prisoten gastritis in da so vnete resice tankega črevesa. Zato mi je tudi z prehranskimi priporočili dosti pomagala, da se tudi moje stanje gastritisa izboljšuje. Za konec pa bi povedala samo še to, da če nam je mar za naše zdravje, bomo naredili vse, da se bomo počutili bolje, bolj vitalno in zdravo. In bioresonanca je vsekakor ena iz možnih rešitev, ki jo je vredno poizkusiti. Ja, zanimive izjave Valerije. Vmes sta bili prikazani tudi dve sliki. To je zdaj ta barvni spekter, ki ga ta aparat prikaže in na podlagi katerega torej lahko nekako povežete dejansko stanje v našem telesu. Tako. Takšne slike, kot smo jih zdaj videli, se predvajajo tekom diagnostike preko vseh organov, ki jih diagnosticiramo. Valerija v tem primeru je imela diagnosticirane slik, zdaj trenutno vidimo resice tankega črevesja, je imela pa želodčno sluznico, pa jetra, smo videli. Zdaj, bolj ko so barve nagnjene k beli, rumeni, bolj svetli spekter, pomeni že tak nam najverjetneje jasno, da je boljše stanje organa. Ko pa je črno, temno, pa pomeni, da je homeostaza celic mogoče omejena in da je mogoče vnetni proces in moramo to sanirati. Nekako, videti, kje je vzrok. Bele pikice pravzaprav celo predstavljajo čisto nove, zdrave celice, katere nastanejo že pri zdravljenju. Tudi velikokrat vidimo, da že po prvem slikanju, ko ljudje pridejo samo na diagnostiko, že naslednji že imajo bele pikice, kar pomeni, da se izredno hitro obnavlja tkivo. Izjemno hitro višja vibracija celic. Črna barva pa pomeni že bolj kronična obolenja, kronične vnetne procese, ki so že dlje časa, se pravi, če je kronično, že dlje časa poteka vnetje. Koliko stvari dejansko, to je kar malo potem se prestrašiš, kaj vse je v našem telesu, ampak morda nam še da še več zagona za to, da dejansko pridemo, da se posvetujemo, da dejansko izvemo, kaj je v našem telesu, da ga vidimo, da zdaj v teh 15-20 minutah izvemo marsikaj, si lahko rešimo konec koncev tudi življenje. Zdaj, če človek ni motiviran, ker če vidi takšne slike, kaj se z njim dogaja, pa da tole diagnostiko preverimo vse od A do Ž tako, kakor je potrebno. Jaz mislim, da ni enega človeka, ki ne bi bil motiviran. Ker če mu človeku samo rečeš, dej pazi na to, dej malo več tekočine, pa ne tega jesti, on ne vidi organov, ne ve, kaj se v njemu dogaja. Ko si pa enkrat soočen s tem, kaj je, kaj to povzroča, potem te bo to pretrese. In veliko ljudi je pretresenih. Ampak med njimi so pa potem tudi ljudje, kateri se noro zavzamejo za zdravje in se tudi potem definitivno tole odraža v življenju, pa naučijo se, veste. Pa tudi druge potem, se mi zdi, v svoji družini potem razširijo to znanje, da je treba dejansko poskrbeti za to in izkoriščati konec koncev vse možnosti, ki se nam ponujajo v Celju, recimo, imamo zdaj ta center in tako blizu, in da skoraj da ni nekih izgovorov, da se nismo vedeli, kam se ne obrnemo. Je res, Kje vas najdemo, naprimer, zdaj, ko sem ravno zdaj v tem Beladona, kje najdemo ta center? Pri vhodu v bolnico. Bivšemu. Stari vhod v bolnico, Na Kersnikovi 5 smo, točno pri krožnem križišču, je taka siva vila in tam notri v bistvu imamo center. Se pravi, ni vas težava najti, tudi spletno stran imate, ki pove vse o vas. Je slikce. Vse je prikazano, tako da zgrešiti ne morejo. Poleg tega so telefoni. Tako, zdaj vaša telefonska številka je mobilna 070 428 000, za vse tiste, ki vas želijo tudi poklicati, čeprav vse bomo še ponovili, pa tudi na spletni strani oziroma vse posod jo najdejo. Naša zdajle za v studio pa je 490 0222, na to
številko pa seveda lahko v tem trenutku pokličete in naši gosti Margit in Ano kaj vprašate, kar vas zanima in seveda tudi na tak način poskrbite za svoje zdravje. Jaz sem se zdaj spomnila še na eno nadlogo, ki nas pesti tudi v tem času, no to pa morda malo bolj poznamo mi širša množica ljudi, virusi. O virusih se mnogo govori, pravijo, da virusi so po zraku in da samo vdihnemo, pa jih imamo polno v sebi. Ogromno jih je tudi zdaj, ko je prehod iz zime, no, kakršno smo pač imeli, v pomlad. In virusi so tudi ena taka nadloga. Niso najbolj nedolžna stvar, ne? Tudi ne. Ne. Ne, si jih pa kar tako lepo podajamo. Zelo takšna pogosti virusi so rotavirus, citamegavirus, potem herpes pa papiloma virus. To so eni 4, ko se jih kar takole podajamo. In ljudje jih preživljamo, ne da bi vedeli, da imamo ta virus. Da veliko ljudi se slabo počuti, ker mogoče preživlja kak virus. Ja, še vedno smo z virusnim obolenjem človeka, recimo, ko je prišel zaradi kak herpes virus k nam, smo našli potem odstopanja pri parazitskem spektru, ker paraziti v našem telesu imajo to možnost, da nosijo s sabo bakterije pa viruse in tam, kjer izbruhne kakšna problematika strani bakterij, virus gliv, je za njim seveda parazita, nekdo, ki jih nosi po sistemu. Ali pa če v našem telesu odmrejo kakšni ti patogeni, ravno tako lahko izbruhne virus ven, ker je bil v njemu notri. Tako da smo reševali herpes virus potem ne samo direktno iz usnice, kjer izbruhne, ali pa iz kože, ampak tudi ponavadi iz sluznice jeter, ker jetra so tak organ, ki nakazuje na mnogo alergij, na kupico alergij, kožne bolezni, izbruhne ven zaradi patogenov. Papilonavirus pa je povezan z medeničnim, z materničnim vratom, recimo, ne? To je tak, ja. Tako, poznamo ga potem, da povzroča seveda raka materničnega vratu, ampak ga osebno najdemo, ga tudi na koži ga najdem, na sluznici očesa ga najdemo, na vseh drugih sluznicah se širi. Tako da dejansko se posod tudi ženske kot moški obolevajo za tem virusom, oziroma ga imajo izpostavljenega, ko pridejo na diagnozo. Obstajajo še pa tudi hujši virusi. Naprimer, Coxsackie virus, ta prinaša to problematiko, da lahko iz tega okuži človeka na način meningitisa. Zdaj pa problem je pa v tem, če mi virus dobimo, zdravniki nam ga ne znajo diagnosticirati, ker virusov ne diagnosticirajo, Skratka, virus se v nekem času že izniči iz telesa ven, ostane pa posledica. Posledica je pa lahko vnetje možganov ali pa vnetje hrbtenice, odvisno, kako se potem virus razširi. Tako da, velikokrat tudi pri meningitisu je vprašanje, če zdravniki vejo, kaj je vzrok, zato ker je lahko bil virus. Virus je pa že zdavno potem tudi že izvodenel iz telesa. Drugo je še pa, mislim, da še imamo za šistosomov tudi, V glavnem, povezali so še študije z virusi in pa z mentalnimi bolezni, recimo ekovirus ali pa influenza virus, oba dva povzročata Parkinsonovo bolezen, pa tudi multiplo sklerozo. To so vse študije povezale, da so povezane. Kopičijo te stvari v našem telesu in potem izbruhnejo, ne? Ja. Enkrat, recimo... Ja, spet tako sem rekla, da so vsi ti virusi, bakterije, plesni in pa paraziti, takoj kakor napadajo organ, naredijo vnetje. In zdaj, če v določeni fazi tistega vnetja mi ne vidimo, se ono razraste v določeni obliki bolezni. Zdravniki samo reče, imate, ne vem, multiplo, imate gastritis, imate ulcitis, ni važno kaj, vse kaj je na itis, to je vse vnetje, potem so to revmatizmi, to je vse vnetje. Vsako bolezen, katero bi jo lahko takole poimenovala, mislim, mogoče, več kot 90% temelji na vnetnih procesih. Teh vnetnih. In zdaj, če temelji na vnetnih procesih, potem je tudi možno zelo dobro, jo lahko popravljamo, če lahko začnemo omejevati vnetja.
Če seveda se spet osredotočimo, če zvemo, kje je tisto žarišče tega. Ja, najlepše je seveda, da mi vemo, kaj je vzrok. Ampak marsikdaj tudi vzrokov ne najdemo, pa moramo začeti samo to reševati. Tako da vsekakor je pa dobro imeti čim širšo sliko, čim večjo sliko, da več kot vemo, lažje se spopademo z vsem. Kaj pa alergije, naprimer? So alergije recimo tudi ena taka stvar, ki je povezana z našo temo? Seveda, ravno prej sem omenjala jetra. Pri velikih alergijah, recimo so ljudje, ko so na vse alergični, navadno pogledamo jetra, ker tam se lahko kopiči patogenov in če so jetra zamaščena s temi stvarmi, obremenjena, izbruhne na vse možne načine. Preko kože, preko sluznic, preko alergij na hrano recimo, in iz tega vidika se potem vidi, kje se dela, na katerem patogenu, da lahko razbremenimo ta spekter jeter in se alergije navadno nehajo. Če se pa gre za alergije povezane s hrano, se pa preveri tudi sluznico prebavil. Se pravi bolj sluznico črevesja, tankega črevesja predvsem, ker tam so pomembne stvari, naprimer se presnavljajo in absorbirajo se hranila, beljakovine, maščobe, ugljikohidrati, vse tam dejansko deluje in če je tisto oslabljeno, dejansko smo hranilno revni in prihajajo alergije. Samo kliče naše oslabljeno telo po vsem slabim. Zavrača vse. Če spet samo tako malce bolj čisto poenostavim zadevo. Če imamo mi vnetja prebavnega trakta, kjerkoli se to začne, želodec, 12-ternik, tanko debelo črevo, takrat smo mi alergeniki na hrano. Gluten, laktozo, tudi na ostale živila. Ne prenaša naše telo tega. Tako. Ker je vnetje, to zavrača, takrat imamo mi problematike. Kadar smo pa mi, imamo vnetne procese dihalnih poti, tako sem rekla, tudi tile askarisi, lahko se povzročajo te vnetne procese, takrat smo pa mi alergeniki na vdih. Takrat vse, kar vdahnemo, lahko je to, ne vem, prah, ali so to pršice, ali so to okoljski prahi, pelodi in te stvari, ne? Se to potem iritira naše normalno delovanje telesa. Vedno pa mora biti telo v ravnovesju in nekaj ga zmoti, pa se to poruši. Ja, pri alergijah je skupno to, da imajo ljudje nizek prag imunskega sistema. Oslabljenega, ne zelo. Tako in tukaj treba nadgraditi zadeve. Ja, telo je tako noro povezano, pa tako skrivnostno v vseh teh procesih. Ampak po drugi strani pa tako enostavno, če samo malo razmislimo. Tako, če imamo mi na nek način dokaj pravilni način življenja, potem se lahko veliko čemu izognemo. Ampak ponavadi ga ne spreminjamo, dokler ne pride do kakšne večje problematike. To je pa res, to je absolutno res. Zdaj, če se vrnemo k vašemu aparatu Sensitive Imago 530, terapije potekajo torej s tem aparatom, prej smo že videli sliko, kako vse skupaj poteka, se pravi, damo roki na to 15 minut, 20 minut, lahko dejansko spremljamo, kako aparat očitava stanje v našem telesu. Potem seveda vi diagnosticirate oziroma se posvetujete, poveste dejansko tistemu, ki je prišel na to, da pogleda, kako in kaj je z njim, kakšno je njegovo stanje, date tudi potem kakšen nasvet, svetujete kakšne terapije, kako poteka potem nadaljne zdravljenje. No, če imamo neko informacijo, je dejansko, jo moramo potem tudi uporabiti, da nam koristi. Vse informacije, katere damo, so tudi takšnega tipa, da jih je možno reševati. Nič ni nekaj, da podamo neko informacijo, pa potem lahko, ne vem. Ne moremo nič narediti. Tako da dejansko najdemo vzroke, ljudje so navadno malo šokirani seveda in takoj želijo izvedeti, kako bi se tega rešili. Takoj. In potem seveda jim svetujemo iz raznih prehranskih napotkov do življenjskega stila, seveda pa tudi naše terapije, ker s tem, ko opravimo tako specifično diagnostiko, lahko potem takem tudi na enak način opravimo tudi zelo intenzivne terapije z Sensitive Imagom. Potekajo pa na enak način. Ljudje so preklopljeni, tako kot smo prej slikco videli, in računalniško vodeno mi samo spremenimo. Razlika je v tem, zdaj ljudje, kateri poznajo bioresonance, pri nas je razlika v tem, da mi tukaj delamo ves čas za človekom, tukaj izberemo točno organe, na katerih delamo, točno vemo, kateri so tukaj močno kritični, da na njih še bolj delamo, kot pa na drugih organih. Skratka, mi terapije
Terapija je lahko različna od terapije do druge terapije. Hkrati, kar je pa najbolj pomembno, je pa tudi to, da mi lahko od ene do druge terapije na tem slikovnem materialu vidimo tudi v samem grafu. Napredek. Aha, no, to me zanima, ja, a je treba zdaj koliko terapij, seveda, stanje so različna, ne, individualno dejansko delate z vsakim, ne, ker telo je unikum dejansko, ne, kljub temu, da je podobno, ne, eden drugemu, ampak napredek pa je čisto pri vsakem, dejansko bi se že moral videti kar hitro, ne, kot ste omenili prej, že tiste bele pikice, ne, na sliki že kažejo neko izboljšanje, ne. Ker je že tudi prvo skeniranje kot pregled, je že ravno tako tudi delno zdravljenje. Ni specifično zdravljenje. Če mi vidimo, da je žleza želodčka poškodovana, jo bomo tisto žlezo želodčka potem, ne vem, se bolj osredotočili na njo, ne. Desetkrat napolnili z to vibracijo, da se bo ja čim hitreje opomogla, ne, ampak nekatere začetne frekvence pa dobijo čisto vsi organi, kateri so bili preskenirani in potem od prvega do drugega, do zadnjega tretmana lahko spremljamo po grafu, od 0 do 100%, koliko se graf dviguje, koliko je izboljšanje. Zato sem rekla, da je včasih to že skoraj malce preveč natančno, ker ljudje bi že radi tole imeli kar bolj na hitro narejeno. Tako, še imamo slikce. Kaj recimo prikazujemo na tej? No, tukaj je recimo prikazano, kako dejansko naprava soltira vse patogene. Trenutno zdaj imamo jetra, a ne? V jetrih kaj vse najde, od kandid, vseh vrst kandid recimo, vse poimensko, ker nobena bakterija ni ista, ne moramo dati vse v isti koš, tudi viruse, ne prav tako noben patogen. To je računalnik iz tiste baze, ki je skrbno pripravljena. Sam pove tudi frekvenco, kot smo jo videli tam, in kritičnosti mi opredelimo, kako je to zdaj pomembno, kateri patogen je bolj pomemben, kateri manj, na kateri stopnji je v tem organu in kako se ga lotiti. Ker lahko najdemo tudi rdečo nit, ne? Ja. Zdaj, če imamo tako močno specifiko, kot je naša, potem lahko rdečo nit iščemo v marsikaterem organu, ker eno obolenje ima lahko lovke. Mi čutimo lahko v glavi, na marsikaterem predelu telesa, lahko čutimo neke posledice, recimo nekega delovanja, bolezenskega stanja, ne? In če mi najdemo samo rdečo nit, že to lahko potem naredimo v celem telesu marsikaj. Navadno se patogeni ponavljajo po telesu, ne, navadno, ampak imajo pa organe, kjer so v žarišču, precej, navadno so tam seveda izražena vnetja z bolečinami, z utrujenostjo, a ne, in podobno, in potem seveda soltiramo te patogene in vidimo, kje na kjer jih delati. In s terapijami potem to tudi pravimo. Tako, to je najbolj pomembno, da dejansko terapije so tiste, ki pomagajo pri odpravi. Zdaj, 5 minut še imamo, oziroma minutko manj naše oddaje. Tukaj pa na tak način, kot smo patogene gledali, pogledamo tudi recimo izražene diagnoze, ki jih naprava sama, tako soltira. Se pravi, rdeča barva, opozorila. Opozorila, ja. Stopnja kritičnosti. Že izpiše možna obolenja. Se pravi, znotraj teh se še moramo pa tudi mi nekako uskladiti. Ni vse, kar je rdečo, vse kritično, ampak... Tako, povežemo. Zato je bolje, da preskeniramo, diagnosticiramo več organov iz več različnih delov tkiva, ker gre tako specifiko do celic natančno, da res lahko povežemo stvari. Ni vse, kar je prikazano, pa točno to, a ne. Je treba, zato je pa tudi celostna diagnostika 2-urna. In tukaj še vedno več vreden kot pa računalnik. Vsekako. Absolutno. Čisto za konec imamo še eno slikco, to pa so naši možgani, ne? Tako. To so pa slike možganov, kateri je... Pa limfe, tako, katerega oseba ima krvnega pa limfnega raka. Vidite, da je vse črno, ne? Vse je v zatemnjeni barvi, kar kaže na izjemno kritičnost, in potem, ko gremo v tako sliko, ki je v črni barvi, dejansko lahko vidimo po diagnozi, ki smo videli prej, kaj naprava misli, da to je. In v tem primeru je bil limfni rak, ne? Tako. Ona sama dešifrira, ali je to malignost, ali je pa to benignost. To je tisto, o čem ste prej govorili, ne, Margit? Dajmo za konec še povabiti naše gledalke, gledalce, malo jim potrkajte na srce, no, naj se vam pridružijo, naj pridejo k vam, naj povprašajo, kar jih zanima. Gre za eno tako stvar, v kateri lahko torej v 15 minutah dejansko spoznamo naše telo,
ki nas lahko večkrat malo prevara, ne? Ker smo ljudje profesionalci v tem, da včasih svoje občutja kar damo, ne, pod kakšno odejo. Naj pridejo, naj pogledamo, kaj imamo v telesu, kako se naše telo odziva na kaj in da popravimo tisto, kar našemu telesu ne paše. Ne? To je dejansko verjetno tudi vaše poslanstvo. Ne? Tako, ja. Naj pridejo, ne? Bela Dona, torej v Celju, center. Nikoli ni prepozno, da rešujemo naše bilo kakršne probleme in kakršnokoli odstopanje od zdravja nam že nakazuje, da je možno, da se v prihodnosti lahko kaj več razvije. Sam ne smemo nekako to preslišati, te znake, treba se poslušati, vedeti, kaj je dobro zate, kaj ni in reševati na čim bolj naraven način. Kakršnikoli način bomo izbrali, bo boljši, kot pa če gremo samo lekarno po leka dol. Dobra stran je tudi to, da tudi če se človek sam odloči za zdravljenje, še vedno pri nas lahko sledimo njegovemu procesu zdravljenja. Skratka, če se sam odloči za svojo pot, še vedno lahko pride malce prečekirati. Tako, da vidimo, kako je. Nobenih obveznosti, ne? Ne, absolutno ne. Super. To je vse domena vsakega človeka posamezno, kako se želi spopadati za svojim zdravjem ali pa za svojo boleznijo. Super. Odlični sogovornici ste bili, hvala lepa, ste kar odprli oči marsikomu, moram povedati, se verjetno strinjajo naše gledalke, gledalci z mano. Ana Margit Dobnik, hvala lepa, še enkrat za obisko v našem studiu, Center Bela Dona, torej v Celju, na novo je odprl svoja vrata, vabi seveda vse tiste, ki želijo dati nekaj dejansko na svoje življenje. To absolutno ni pretiran stavek, dejansko ste verjetno marsikomu že rešili življenje ali pa marsikatero tegobo. Izboljšamo kvaliteto. Tako, to je tudi izjemno pomembno. www.beladona.info pa je vaša spletna stran, na kateri izvedo še vse informacije. Hvala lepa obema, veliko zdravja. Hvala enako. Srečno, lahko noč. Tako, srečno pa torej tudi vam, drage gledalke in gledalci, in poskrbite za svoje zdravje.